Tako prihajamo na 7. točko dnevnega reda, to letno poročilo Javnega tožilstva Cenovna delo Glasno. V skladu z vlogom o ustanovitvi javnega podjetja Komunalna Brežice je občina Brežice edini lastnik in tudi ustanovitelj javnega podjetja. Ustanoviteljske pravice pa izvršuje občinski svet. Občinski svet oziroma ustanovitelj odloča tudi o sprejetju javnega oziroma letnega poročila javnega podjetja. Javno podjetje je pripravilo letno poročilo za leto 2023. Zato prosim predstavnike javnega podjetja, da vam podrobno predstavijo letno poročilo. Spoštovani, lepo pozdrav. Preden začnem s poročilom, bi sam mogoče se glede na to tematiko čisto v minuti, sam podelim do naših splošnih, kot mi v bistvu na položaju že več let zelo brezpečne normalno ne bi mogli funkcionirati za te problematike in so opazili, recimo, da dobreje imamo fizično tam je mir, takoj ko se vidi tam koncev se začnejo zadirati in na njej učinek, kako imamo visoko starosti, posebno ta del, ki imamo mi poštevati. Zdaj, pred nami je neko poročilo za leto 2024. Vesel sem, da to poročilo, ki je pred nami nekako ne odraža vseh problemov, s tem se podjetji soočalo v lanskem letu, ki smo polno konskega pogledal in iz njega ne razvilo, da so bile takve države, mislim, da je res polno vseh področij razno posameznih segment, ki jih predstavljal dobro. Zdaj se bomo samo nakratko sprehodil čez poročilo. Par ključnih stvari, recimo na 26. strani poročila, že vidimo, da smo realizirali to, kar bi takrat napovedalo, če poslovno načrt, da bomo zmanjšali zaposleni. Tukaj vidite, da je proti koncu tega 2024 smo uspeli 100 zaposlenih, kateri bila 90. Potem, da smo pač vse službe redno izvajali celo povečanje vsega, z tega izvajanja služb. Recimo potem posameznih službah, lahko vidite, recimo na 27. strani poročila, da smo imeli v vseh težavah, nas poleta še tudi res rekordno nizko prodaja vode, tako nizko prodaja bila leta 2019 in to je takošno vplivalo na rezultat od vseh drugih dejavnikih. Pa če pa veliko, to je zelo mokro leto, visoko vodostaj porabno vode je bila precej nizka. Potem naprej, če pogledamo po odpadkih, po zbiranju frakcij, se vidi recimo lep trend, da se količine odločeno zbranih frakcij iz leta v leto povečujejo. Vidimo, da odstopa leta 2021, kjer so te frakcije više, ampak je to res posledica izjemnega leta, zaradi tega pripraviti takrat COVID s tem ukrepi in tudi na poslovnih odpadkih se vidi, da s tem letom res ogromno pospravljamo, ljudje so reglovali se takrat rekordne višine poslovnih odpadkov, da se je zlazilo na boljšo. Isto na boljših odpadkih vidimo nek trend, da je zdaj na leto zbiramo več odpadkih, točno na poslovnih, to sem rekel, na leto 2022 je bilo krat 2, tudi na prežazavi s samim leti. Pred tem, tako da to je pač bilo tako izredno leto. Drugače, to te trendi grejo v pravo smer, se redno dvigujejo. Potem tisto se po obdelavi, kar pomeni, da je to koherentni trend, ki smo obdelavi in da vsako leto se ta količina zmanjša. V lanskem letu smo potrebno 160 000 ton, kar je res 160 ton, kar je res valna količina delnih odpadkov. Če se dotaknemo samo že. Potem, kar se tiče nas projekta, smo potem naredili anketo zadovoljstva naših uporabnikov in vidimo, da to se vidi na 70. strani v bistvu, da sicer načelno imamo tako nekje
80% uporabnikov, ki so zelo ali pa dobro ocenjujejo kot delo dobro, ampak se pravi, tudi vidim precejšnje rezerve za napredek in dela na tem področju, da bo to zadovoljstvo večje. Te razne akcije, potem, ki izvajamo, so opisane v poslovnem poročilu, pa zdaj nekaj naštevam, mogoče se bojo res ta akcija, ki nese, ki že leta in leta traja in vidimo, da je kar veliko teh starih svetih ljudem neko novo funkcijo, neko dobro življenje, nas veliko 13,408 je dobilo neko ponovno uporabo preko te akcije. Upozorili še na kazalnike, na strani 96, kjer se vidi, da smo primerjali z letom 2004 na celotni ravni v bistvu poslovanja, predvsem na predavalki izboljšajo te kazalnike, od gospodarnosti, poslovanja, odnosnosti, sredstev, prihodkov, kapitala, dodana vrednost zaposlenja smo izboljšali za 4500 evrov. Povprečna plača se je uredila in izboljšala pri podjetjem. To vse je recimo na račun in ukrepov, ki smo naredili, ki smo stvarili proti Kanoke, EBITDA se je povečal za novih 200 000 evrov. Pomembno je tudi, da smo terjatve v bistvu izboljšali, predvsem vračamo se je izboljšal, pa vezava se izkaže, kako je naprej priveče delovanje podjetje in lažje poslovanje. Zdaj samo še nakratko po posameznih enotah, skupni rezultati 184 000 evrov dobička pred odločitvijo. Vidimo recimo, da v posameznih služb, od tega 100 000 na gospodarskih javnih službah, to je drug plan, plan je bil praktično realiziran v celoti, se kaj 140 000, 71 tega na gospodarskih javnih službah, vodoskrba bila negativna z 85 000 evri, se pravi, nemogoče je bilo v pari mesecih iz veliko večjega minusa priti do nule, smo pa v bistvu vladno poslovanje in letošnje poslovanje kaže, da te cene v bistvu vplivajo se in ukrepe, to smo uspeli razbalansirati poslovanje in da ni strahu za naprej. Ta negativni rezultat ne ogroža tisto naše poslovanje, pa ne. Tisto nadvajanje odpadne voda je negativno s planom, kar se delo v poračun preteklega leta. Mogoče recimo že demonstriranje je bilo pozitivno 72, to je ravno to, kar prije izgubo. S tem so dejansko izničili izgubo iz leta pred tem, ker je bila izguba 73 000. Tisto nadvajanje na faktu, s tem izgubo zdaj je pozitivno rezultat, pa nekako izničili tisto izgubo iz leta 2022. To bi bilo generalno nakratko to, več vam mogoče vprašanje pa odgovor. Hvala lepa. Hvala. Idem razpravo, želi kdo od odborov? V njemu odbora? Ja. Hvala. Seveda, želite razpraviti s tem, da dalje delati. Še kdo? No, prvo sem že pripravljeno prijavo in so še tako. Ja, hvala. Sicer se ne bi oglasil, pa vidim, da ni stališč našega odbora predloženih gradivo, saj jaz se nisem najdel, pa mislim, da prav doživim, da smo na odboru dejansko razpravljali o tem poročilu komunale in da je bilo, veliko poročilo zelo dobro sprejeto in ukrepi, ki so bili izvedeni, tako da za razliko tega leta nazaj moram reči, da smo z delom dokrat bili zelo zadovoljni in vse pohvale za letniki in eno. No, jaz moram sem poudariti, da se je med stališči tudi vaše stališče. Ja, sam dobro, da ne bi, da naše službe pride slučajno spet, da niso prije. Naprej, Nataša Sajka. Jaz bi se tudi zahvalila za besedo in vesela, da je komunalna pozitivna in da se pokrivali skupaj s prejšnjim letom z novim posebnim, tako da smo se očitno pravilno odločili. Bi pa mogoče spet spomnila, jaz sem že da se preveri stanje vodovodnega sistema, ki je sicer lastnik tega, da občina Brežice,
kolikor vem, ste kot skrbnik upravljalec vodovoda dobili zahtevo, da se stari vodovodni sistemi, ki so salonitnih celik zamenjajo, ker glede na to, da je če zadeva stara in poškodovana, dejansko prihaja azbest v vodo in škodi zdravju krajanov. Mislim, da je predstavljen tudi en rok dokument, ki se vodovodne stare materiale azbestne zamenjajo, leto 2027, lahko pošljem, jaz mi bila to priporočilo v vednost. Tako da prosta, tako kot je bilo že predlagano, da se preveri starost vodovodne napeljave v občini Brežice in predlaga zamenjava. Toliko pa vem, bi šel razpis tudi za manjše vodovodne sisteme, da se zadeva sofinancira tudi strani Evropske unije, tako za kanalizacijo kot za vodovod. Tako da prosta, da se na tem pač da poudarek in da se pogleda, kateri sistemi so stari in kateri zamenjave. Najlepša hvala. Jaz sam ne moram nagati takoj odgovorno. Trenutno imamo evropski sredstvo za to dobiti. Se pogovarjamo, da naj bi se sofinanciralo vodne izgube na sistemu nad 10.000 prebivalcev. Mi pripravljamo projekt za to, vendar seveda treba vedeti, da se gre za center in pa okolje stvari, da pač te manjše podeželje pa niso upravičene evropskih sredstev, seveda imamo pa vsako leto nekaj sredstev v proračunu in postopimo to pripravljamo. Štefan, jaz moram reči, da eno leto, kako veliki uspeh je ta hvala direktorjev, vseh izdelavcev in vodilnih in upam, da bodo še naprej tako govorili ljudje. Hvala. Hvala. Aljoš, prav? Hvala. Jaz bi postavljeno vprašanje na predlog, in sicer gre za ravnanje s komunalnimi odpadki iz poslovnih prostorov. Namreč, glede na velikni pravilnik, se ne bom celo bral, se izrazi količina odpadkov, za tiste, ki pač ne dektajo v predvozu, 1,36 km2 objekta. Zdaj, primer enega konkretnega podjetja v občini, podjetje ima cirka 1000 km2 skladišča, pa 4 ljudi. Za odpadke, ki jih naredijo v svojem proizvodnem procesu, imajo dejansko sklenjeno pogodbo s podjetjem Slopa, tudi da primarno se njima dela. Oni štirje pa naredijo pač, ne vem, z eno greško odpadkom na tem. In mi pa računamo, oziroma poznavec računa, kot da se naredi na mesec tono 358 snegi. Zdaj, po eni strani to ne skladi z principom neonesnaževalec plača, po drugi strani tudi ne pravično, ker pač zdaj dejansko subvencionirajo nekoga, ki ima pa na manjši kvadranturi več zaposlenih. Zato predlagam, pa vprašam za vaše mnenje, da bi se ta člen popravil, da se v večji meri upošteva število zaposlenih, pa mislim pa, da bi tudi moral upoštevati prve dejavnosti, ker ni vsaka dejavnost enaka, da se tiče razgledanja podatkov. Hvala. Božič Volpik, idej pa pripraviti se odgovor. Hvala lepo za besedo. Čisto razlik, da me veseli, da člani javnega podjetja Komunala Brežice se je poročilo in dejansko tudi skrbila tudi slovno poročilo, ki je izpravilo predstavljeno direktor. Veseli me tudi dejstvo, da je tudi zraven direktora ostajajo še dodatne rezerve, kar bi samo poslovanje podjetja bodoče tudi verjetno še boljše. Cene same storitev, glede na mnenje občanov res niso najnižje, se pa storitev v zadnjem času na vseh področjih dejansko bistveno omogočala. Tudi predvsem mislim na oskrbo vodo, na vzdrževanje zemeljnih površin, tako tudi na dosti boljše vzdrževanje občinskih tir.
na splošnih cestah občinskih trottoarjih, ker je bilo kar slišati nekaj ljudi spohvaliti na račun izredno dobre pošine v zadnji mesec. V tej priložnosti pa tudi apeliral na občino Brežice, da se čim prej izvede prevzem vodovoda Ponikve Brežje in kar bi tudi sami komunali omogočilo na področju tržnega vode tudi boljše razpitanje. Hvala lepa. Hvala. Hvala za besedo, še enkrat bi se pridružil o tem besedam o tej Fedi, povedal glede vzdrževanja neprekošnih poti. Res velike pohvale, občutno izboljšanje in mislim, da je to lepši pogled našo občino. Bi pa sam še ostalo vprašal, pred 2 leti, 3 leti, 11 leti smo imeli vprašanje za manjših kandidatov povedali sledi, ki je bilo rečeno, da boste naredili kalkulacijo, če ste že tega ni še odgovore do teh vprašanj, da se lokalne ceste ne bi podličevali in tako naprej, če bi lahko bila enkrat to kalkulacijo, da vidimo, če malo to smisla, hvala lepa, srečno naprej. Hvala. Velik, hvala. Navedli tudi vam Bogu malo izjavo, stvarno vezano za čiščenje vaških centrov, tudi je zadevalo glede voda, odpadkov, nekako nevrečena, nedefinirana in na to temo bi morali same krajne skupnosti posebej dogovarjati. Pride pa manjše veličine za specifične pošte in bi to nekako morali bodoče rešiti. Problem je tudi delo vandalizma, ker v sledeči pošti omogočajo, da se to trga prevrača, kar bi nam na tem področju potrebno različiti do nekaj rešitve, ki bi bila primerna za vse. Hvala. Ja, če se gledate, kje ste bil dovolj? Stranka prej ste reče, da ste ni mogla prej. Ja se nisem mogoče. Ja, kaj, prej ste ne mogla? Zvodem je pa prej v začetku ima zelo možnost, prosto odgovor najprej. Pa da dalje, ko se počite v prosobo, da kam pogledala, strojci. Odgovor je direktor, oziroma na dobro. Predvsem, kar se tiče Aljoša, da je dal konkretno vprašanje. Pa direktno, mislim, da tudi Bogan je dal vprašanje. Hvala lepa. Mislim, da je odgovorni sistema že župan odgovorili vodilni red, da vsak trenutek pravimo poročilo ostale infrastrukture, kjer so pač te prioritete navedene, v bistvu treba reči za velike investicije, pač in se to zdaj po okosi rešuje, to se pač uspe s tistim svetki, ki so na voljo. Bomo pa to, se pravi, še dodatno sprejeno neke odločitve, da je ta kompleksna situacija s temi razvestnicami. Odpadki s poslovnih prostorov se mislim, da se danes tem primerjam. Ki bomo pogledali, bomo pročili tarifni pravilnik, pa možnosti zdaj, ki imamo znotraj tega tarifnega pravilnika, sigurno pa če do takih primarnih rešitev, da bomo lahko bolj, mislim, potem kaj ste povedali, da se bomo nekaj ustrezno upili, koliko da bomo rešitev bomo pač predlagali nekaj spremeni, če je bilo možno obstoječe. Kar se če manjšega kamiona, pa imamo zdaj na mizi velikega etnologska analiza, ki smo pripravljali, tudi smo v letos začeli spremljati za ekološke reforme, posameznih akcija. Mislim, da to bomo odločili vse stroške, ker je to ena cena, skupna cena, da smo zdaj v bistvu te stroške imeli, da bomo lahko finančno v bistvu izvajali tudi tam ekonomiko možnosti hišnih odvozov, ki se časno predlagajo naprej oziroma spremembe na teh postopkih delamo. V tem bomo imeli do doslovnega načrta konkretne tope, tudi mislimo, verjetno potreba nekaj kamiona, da so že stvari odtrajani in potem tudi takrat imeli ti odgovore in bomo lahko predlagali tudi doslovno načrta, zdaj so to možnosti manjši, pa tudi dejansko povečano stroške, oziroma tudi analizo, kaj bi to pomenilo. Če se treba recimo, ne vem, fizerskega voza vlaka za razliko enkrat to kar precejšnji povečani stroške, to bomo morali nesti. Hvala lepa. Hvala, s tem sprava zaključeno zdaj v odložitev nekaj stane, pa še kdo bo tam? Kaj bodo povedali? Malo čas, malo kvalitet, zdaj ne bomo malo plačiti.
Samo da čisto sve. Ajde, prosim, treba nekaj. 4 minute. Minuta? Izvoli Katja, minuta. Ne, Katja, prvo si kaj. Ja, se pravi, zdaj obrazložitev glasu, bom seveda glasovala proti, sem zadovoljna Kaj bomo proti pa? Prosim? Kaj bomo proti? Ne, za bom. Samo bom, da če 14 dni bo pač se začela v bistvu višek turistične sezone, da se počitnicam po naše kraje prihajalo število turistov, da mogoče jaz zdaj niti ne vem, kaj se je v upravljanju komunalne, kaj ne, da se malo vsi skupaj sredotočimo tudi na to opadnico v samo mesto oziroma izhodnico avtocesti. Pol pa bi imela še en predlog, mislim, da sem ga že prvo povedala. V glavnem danes naš most čez Savo je res sam preplesen. Se vem, da ni naš, ampak to bi bilo ful lepo. To preko bodo vprašanje. Hvala nam še. Hvala. Mogo se saglasiti, pa rekel potem v preteklosti največjih kritikov komunale. Pač z veseljem ugotavljam, da so se trendi vrnili drugače, na boljše in pozdravljam. Zgolj zaradi tega sem se mogel glasiti, da ne bom dobil očitkov, da ne morem tudi pogovarjati. No in želim še v nadaljevanju uspešno delo v ekipi. Seveda. Govorite za to, ko je glasoval za. Zdaj približuje, gremo do glasovanja. Če nekaj prisotnost, sprejme se kaj, kaj si želela? Jaz ne želim samo povedati, da ni stališč delovnih teles in da je samo stališče predsednika samostalne pravne komisije in da zato nimamo obredil. Ja, jaz ne izpredil. Dobro, idemo, gremo do glasovanja. In to je dobro, ker da si da, ampak meni se nekaj, da pri meni je sobotno. Mišljite, da nekaj, da bomo prekrediti. Zdaj bo pauza, da bomo to razčistili, da bomo to je. Prisotni pa glasujejo. Sprejme se letno poročilo javne podjetje Komunala Brežica d.o.o. Kdo je zadnji? Svoj glas pa vidim, da je potrjeno, ampak komunala upam, da me to bo spodbudila za še boljše delo, ne za to, da bi se vse odpustili. Jaz bo da 10 minut pauze, ki vidim, da nocamo, da se dverno malo. Hvala.